Fotografije nam večinoma natančno prikazujejo zgodovinske dogodke, ki bi jih sicer morda pozabili. Čeprav jih pogosto uporabljajo za reševanje zločinov in dokumentiranje odkritij, in nam pomagajo ceniti dragocene trenutke v našem življenju. Vendar pa v nekaterih primerih fotografije skrivajo zgodbe, ki niso takoj očitne. In šele ko je pojasnjeno celotno ozadje slike, postane jasno, da se je v tistem trenutku dogajalo nekaj veliko bolj zloveščega. Številka 10. Do leta 1910 si je Robert Falcon Scott že ustvaril ime kot slavni raziskovalec. Znano je bilo, da je bil vodja narodne antarktične odprave, ki je trajala 3 leta in se končala leta 1904, med katero so bila narejena številna pomembna odkritja. Njegove pustolovščine so pritegnile pozornost javnosti, vendar je imel Scott za naslednjo odpravo v mislih še veliko nevarnejšo ekspedicijo. Odločen je bil doseči južni pol, potem ko je izvedel, da je Sir Ernest Shackleton prišel le še 97 mil od pola, preden sta bila on in njegova ekipa prisiljena obrniti nazaj. Začel je načrtovati svojo odpravo in bil prepričan, da bo prav on tisti, ki bo v čast Veliki Britaniji dosegel pol. Do 1908 je dosegel čin kapitana v britanski mornarici in začel zbirati denar za svojo načrtovano odpravo. Britanska vlada mu je namenila 20,000 funtov, sredstva pa je prejel tudi iz Nove Zelandije, Avstralije in od več zasebnih donatorjev. Dosegel je svoj cilj 40,000 funtov in zbral ekipo znanih znanstvenikov, ki so ga nameravali spremljati. Njihova ladja Terra Nova je bila pripravljena in 1. junija 1910 se je odprava odpravila proti južnemu polu brez Scotta, ki je najprej odpotoval v Južno Afriko. 2. septembra se je v Cape Townu ukrcal na ladjo Terra Nova, vendar je izvedel, da ni edini, ki se odpravlja proti polu. Norveški raziskovalec Roald Amundsen je začel svojo pot proti polu in začela se je tekma, kdo ga bo prvi odkril. Odločil se je, da bo to informacijo ohranil skrivnosti pred preostalo posadko in 29. novembra so odrinili iz Littletona na Novi Zelandiji. Ladja je bila dobro založena s hrano, opremo in drugimi zalogami in januarja 1911 so prispeli do rta Crozier in na Antarktiko. 4. januarja so začeli postavljati tabor pri rtu Evans in se pripravili, da bodo tisto zimo preživeli v ledenih razmerah. Do 3. februarja so raziskali večino območja in ko je končno prišla pomlad, se je skupina odpravila proti južnemu polu. Za zadnji del poti se je Scott odločil, da ga bodo spremljali Edward Wilson, Lawrence Oates, Edgar Evans in Henrik Bowers. 2 tedna so kribovali težkim razmeram, dokler niso 17. januarja 1912 končno dosegli pol. Toda njihova upanja so se razblinila, ko so naleteli na majhen šotor, ki ga je za seboj pustila Amundsenova odprava. Fotografija, posneta kmalu po tem odkritju, prikazuje razočaranje na obrazih mož, ko so spoznali, da jih je do njihovega cilja nekdo prehitel za kar 35 dni. Evans in Oates sta oba izgubila življenje med povratkom v tabor. Scott, Wilson in Bowers pa so umrli zaradi vremenskih razmer nekaj časa kasneje. Številka 9. Ta fotografija je bila posneta avgusta 1935 in prikazuje 2 prijatelja, Wileya Posta in Willa Rogersa, ko sta pregledovala svoje letalo Lockheed pred odpravo na potovanje, ki bi moralo biti največje v njunem življenju. Posta so imeli za enega največjih ameriških pilotov svojega časa, saj sta on in Harold Gary, avstralski pilot, uspela obleteti svet le 4 leta prej. Leta 1933 je Post ta podvig ponovil sam in tako postal prvi človek, ki je 2-krat obkrožil svet. Odločil se je, da bo upokojil svoje letalo, ki se je imenovalo Winnie Mae, nato pa je kupil dele 2 poškodovanih letal, da bi sestavil novo letalo. Kar zadeva Rogersa je postal znano ime v Ameriki, saj je bil slavni filmski zvezdnik, komik in kolumnist. Nastopal je v šovih Divjega zahoda po vsem svetu. Leta 1934 pa je bil izbran za najbolj priljubljenega igralca v vsej Ameriki. Naslednje leto sta se prijatelja odločila, da bosta skupaj obletela svet in prispela sta na letališče Renton, kjer naj bi na njuno letalo namestili plovce. Toda deli niso prispeli pravočasno, zato sta se odločila za drug, precej težji komplet plovcev. 5. avgusta 1935 je bilo letalo pripravljeno. 2 dni kasneje pa sta se moška odpravila na polet. Njuna prva postaja pa je bila Juneau na Aljaski. 9. avgusta sta se odpravila v Aklavik v Kanadi, do 15. pa sta bila že na poti v Point Barrow, potem ko sta zapustila Fairbanks. Par sta opazila eskimska lovca v Valakbiju, ki sta jima dala navodila za pot do Point Barrowa, preden sta se ponovno odpravila na pot. Opaženo je bilo, da je Rogers pred vzletom nekaj časa govoril z lovcema, medtem ko je Post opravljal nekaj prilagoditev na motorju letala, vendar ostaja neznano, ali je to imelo kakršnokoli povezavo s tem, kar se je zgodilo kasneje.
Letalo je nekaj časa vozilo po reki, preden se je strmo dvignilo v nebo. Poste je začel spenjanje, medtem ko je bil še vedno v dvigu, in po vzponu za približno 15 metrov se je zdelo, da je letalo naletelo na težavo. Eden od motorjev je odpovedal in zaradi nenadnega upočasnjevanja je eno izmed kril začelo vleči po vodi. Po pričevanju očividcev se je letalo prevrnilo, preden je ponovno strmoglavilo v reko, pri čemer sta bila oba moška še vedno na krovu. Oba moška sta na kraju umrla, preiskava pa je ugotavljala, ali je bila za nesrečo kriva uporaba starih letalskih delov, skupaj z dejstvom, da je letalo uporabljalo pretežke plovce. Prav tako se domneva, da je bil uplinjač letala zamrznjen, kar naj bi povzročilo odpoved motorja. Letalo so na koncu izvlekli, številni njegovi deli in nekaj osebnih predmetov posta pa so razstavljeni v Smithsonianovem Narodnem muzeju letalstva in vesolja v Washingtonu, D.C. Čeprav je bil njun let tragično neuspešen, se obeh moških spominjajo po svobodnem duhu in pripravljenosti premikati meje letalstva v času svojega življenja. Številka 8. Podoba vrtnice običajno vzbudi asociacije na romantiko, prijateljstvo in igrivost v običajnih okoliščinah. Toda ta slika, posneta leta 2023, prikazuje povsem drugačno podobo, saj vrtnico na njej potiskajo skozi kolut bodeče žice. Takrat so v Bangkoku na Tajskem potekali protivladni protesti, saj je več skupin pozivalo predsednico vlade Yingluck Shinawatra naj odstopi. Do tega je prišlo zaradi sprejetja spornega zakona o amnestiji, ki bi prej obsojenim politikom izbrisal obsodbe. To je povzročilo strah med protivladnimi skupinami in javnostjo, da bi nekdanji predsednik vlade, Thaksin Shinawatra, ki je bil izgnan, bi se vrnil v državo, ne da bi se soočil z obtožbami korupcije, ki so bile vložene proti njemu. Thaksin Shinawatra je bil v izgnanstvu od leta 2006, ko ga je vojaški udar odstavil, in verjelo se je, da bo novi zakon o amnestiji, ki ga je sprejela njegova sestra Yingluck, je bil predlagan zgolj zato, da bi mu omogočili vrnitev v državo in morda celo na oblast. Ko so se začeli protesti, so zahtevali, da neizvoljeni svet zamenja takratno izvoljeno vlado. Proteste je vodil politik Suthep Thaksin, za katerega je bil 2. decembra 2023 izdan nalog za aretacijo. Glavni protesti so potekali pri spomeniku demokracije, na Ministrstvu za finance in v vladnem kompleksu Chiang-Watana, kjer se je skupaj zbralo do 22,000 ljudi. Več drugih lokacij so protestniki prav tako ohromili, vključno s sedežem kraljeve tajske policije in uradi mestnega policijskega urada. Solzivec je bil uporabljen proti protestnikom na križišču Nang Leng, potem ko so večkrat poskušali vstopiti v varovana območja okoli mostu Orataj. Ob 21:30 tistega večera. Suthep je imel govor v vladnem kompleksu Watana, v katerem je izjavil, da tajska vlada ne more več učinkovito voditi države in da bodo oborožene sile stale ob strani protestnikom, če bi bila uporaba sile potrebna. Prav tako je pozval k prestrukturiranju kraljeve policije, za katero je trdil, da že nekaj časa ne služi javnosti. Potem so protestniki 3. decembra brez uporabe nasilja prevzeli nadzor nad metropolitansko policijsko upravo. Policija se je odločila, da bi odpor v tej zadevi le še zaostril že tako napeto situacijo v državi, zato so odstranili barikade in spustili protestnike noter. Skupin so nato pozvali, naj se zberejo na 3 glavnih protestnih mestih, da bi lahko izvedli čistilne akcije v pričakovanju kraljevega rojstnega dne, ki je bil 5. decembra. Kasneje istega dne je vlada napovedala, da bo začela pogovore z voditelji protestov v upanju, da bi našli skupno rešitev in tako končali napetosti. Toda Suthep je zahteval, da se režim Thaksina popolnoma razpusti. Zadevna fotografija je bila posneta pri barikadah, ki so bile postavljene pri stavbah Ministrstva za obrambo, kjer so protestniki tajskim vojakom izročali rože v upanju, da bi preprečili nasilje. Na koncu je bila Yingluck skupaj z več ministri, ki so zlorabili svojo moč, razrešena s položaja predsednice vlade strani tajskega ustavnega sodišča. V maju 2014 je kraljeva tajska vojska razglasila vojno pravo, ustava pa je bila za več let suspendirana, medtem ko je država ostala pod vojaško oblastjo. Številka 7. Zgodovina medicine je zanimiva tema, ki bi lahko vsakogar zaposlila ure in ure. Ko spoznavamo nenavadna prepričanja in prakse, ki so bile običajne včasih, ko je znanost še raziskovala človeško telo in njegove bolezni. V drugi polovici 1870 let je bila bolnišnica Salpêtrière, ki se nahaja v Parizu v Franciji, prizorišče številnih medicinskih poskusov in raziskav.
V upanju, da bi zdravniki in znanstveniki lahko bolje razumeli bolezni, ki so takrat pestile bolnike te ustanove. Mnogi so bili v bolnišnico pripeljani s težavami, ki jih takrat še niso dobro razumeli, zato tudi ustrezna zdravljenja za te bolezni še niso obstajala. Dober primer za to je bila histerija, ki je bila po medicinskih časopisih tistega časa stanje, ki so ga večinoma doživljale ženske pacientke. Vendar nihče ni razumel, kaj jo povzroča. Leta 1878 Jean-Martin Charcot, nevrolog, v bolnišnici Salpêtrière se je odločil podrobneje preučiti to stanje s pomočjo fotografije in prosil je fotografa Alberta Londa, da mu pomaga. Revija La Nature je leta 1883 objavila članek, v katerem je predstavila nov fotoaparat, ki ga je izumil Lond. Njegove nove metode so omogočile, da so lahko gibanje mišic teh bolnikov fotografirali z uporabo 9 različnih leč in elektromagnetne energije. Lond je nastavil metronom, ki mu je pomagal časovno uskladiti fotografije, ki jih je snemal v hitrem zaporedju. In fotografije bi nato natisnili na steklene plošče. In kasneje bi izdelal še bolj izpopolnjen fotoaparat z 12 lečami, kar je omogočilo še hitrejše fotografiranje, kar je omogočilo izvedbo še bolj podrobnih raziskav. Ena serija 3 slik izstopa med ostalimi, saj prikazuje pacientko, ki trpi za histerijo, medtem ko zeha. To se morda zdi nepomembno, vendar je treba omeniti, da je zaradi svojega stanja povprečno zehala 7-krat na minuto, kar bi bilo izčrpavajoče, glede na dejstvo, da bi zehala 420 do 500-krat vsako uro. Druge slike prikazujejo ženske, ki so zaradi domnevne histerije postale popolnoma katatonične. Druž so trpele zaradi omedlevic, tesnobe, kratke sape, razdražljivosti in tistega, kar so opisovali kot željo po povzročanju težav, kar so vse zmotno pripisovali ženski histeriji. Bergeli so, da je histerija izključno ženska bolezen, saj naj bi jo povzročala maternica, ki je bila na napačnem mestu ali se je premikala po telesu, kar se nam danes zdi smešno, a je bilo takrat splošno znano dejstvo. Šele zahvaljujoč raziskavam Charcot in Londa so te simptome podrobneje preučili in ugotovili, da jih povzroča vrsta različnih težav in niso na noben način povezani s histerijo. Charcot je na koncu ugotovil, da pravo histerijo povzroča travma in to ne le pri ženskah, ampak tudi pri moških. Zaradi uporabe fotografije in odprtosti je veliko žensk iz Sol Salpêtrière po letih napačnih diagnoz prejelo ustrezno oskrbo, ki so jo potrebovale. Številka 6. Običajno, ko novice poročajo o ropu, gre za kriminalce, ki so oropali banko, draguljarno ali kakšno drugo prestižno ustanovo. A to ni veljalo za nenavadnem ropu, ki se je zgodil v Birminghamu v Angliji leta 2022. Javne so bile objavljene fotografije iz 23. avgusta tistega leta, v upanju, da bodo storilci prepoznani in izsledeni. A do danes jih niso nikoli prijeli in primer ostaja nerešen. Zadevni objekt je bilo veliko skladišče, kjer so shranjevali vrhunske kavne aparate. Vsak od teh aparatov je bil vreden približno 5000 do 6800 dolarjev, še vedno pa ni znano, kako so vlomilci izvedeli, da so bili tam shranjeni. Incident se je zgodil okoli polnoči 23. avgusta tistega leta, ko je skupina moških prispela na Birch Road East Industrial Estate v Birminghamu z velikim tovornjakom, kar nakazuje, da so rob dobro načrtovali vnaprej. Kasneje se je izkazalo, da je bil tovornjak ukraden iz podjetja za postelje, zato storilcev ni bilo mogoče izslediti po registrski številki tovornjaka. Nato so moški začeli nalagati kavne aparate in mlinčke v tovornjak in kmalu jim je zmanjkalo prostora. Nato je prispel še drugi tovornjak in nadaljevali so svoj rob, dokler enemu izmed roparjev ni zmanjkalo moči. Na eni izmed fotografij ga je bilo mogoče videti, kako stoji na keselu drugega tovornjaka, brez maske, in zdi se, da ga sploh ne moti, da njegov obraz snemajo varnostne kamere. Never Jetno, a nikoli ga niso identificirali, čeprav so njegovo podobo razširili mediji. Naslednje jutro, ko je lastnik skladišča, 87-letni Frank Maxwell, prispel v objekt, je bil šokiran, ko je ugotovil, da je skoraj popolnoma izpraznjeno. In ko je pregledal posnetke varnostnih kamer, ga je prizor popolnoma pretresel. Njegova prva misel je bila, kako bosta on in njegovo osebje nadomestiva vse dragocene kavne aparate in mlinčke, ki so bili ukradeni, saj so se stroški izdelave komponent v teh strojih v zadnjih nekaj letih močno povečali. Dejansko so se proizvodni stroški nekaterih komponent povečali za 5-krat, zato bi Frank utrpel resno finančno izgubo, če bi moral manjkajoče stroje nadomestiti na lastne stroške. Da bi bilo še huje, se je vseh 60 ljudi, ki jih je Frank zaposloval, zaradi ropa znašlo v finančnih težavah, on pa je bil povsem obupan. Frank je ocenil, da je bilo ukradenega za približno 300,000 funtov blaga, vendar je kasnejša ocena to številko postavila bližje 1 milijonu.
Celoten rob je 4 moškim vzel približno 2 uri. Nato pa so se s tovornjaki in ukradenim blagom odpeljali stran. Domneva se, da so roparji območje dobro poznali, vendar kljub temu nihče se ni nikoli javil z nobenimi informacijami. Policijski predstavnik je takrat izjavil, da na skladišču poteka forenzična analiza, vendar je bilo kasneje sporočeno, da niso našli nobenih dodatnih sledi in da osumljenci niso bili identificirani. Policija v Birmingham je prosila vse, ki imajo dodatne informacije, naj pokličejo na številko 101 in navedejo zapisnik 449 z dne 24. avgusta. Številka 5. Ko neidentificirana oseba, ki jo policija običajno imenuje Jane Doe ali John Doe, najdejo. Naredijo vse, kar je v njihovi moči, da stopijo v stik z družino osebe. In to običajno storijo tako, da prek medijev razpošljajo fotografije. A vendar je presenetljivo, koliko neidentificiranih ljudi nikoli ne združijo z njihovimi bližnjimi, kljub temu, da to storijo. V primeru Tomija Naserja so se ti napori na koncu obrestovali, ko je bil Trime leta 2024 ponovno združen s svojimi bližnjimi. Kasneje se je izkazalo, da bi lahko Tomija identificirali veliko prej, saj je bil prepoznan kot storilec kaznivega dejanja, vendar policija iz neznanih razlogov ni vzela njegovih prstnih odtisov. Namigovali so, da takrat preprosto ni sodeloval, zato so ga obtožili, ne da bi to storili. Tommy je izginil leta 1999, ko je bil star 28 let. Potoval je v Newport v Oregonu s kombijem, potem ko je tistega leta julija ali avgusta odšel iz Doyla v Kaliforniji. Ko ni stopil v stik s svojo družino, so postali zaskrbljeni in prijavili njegovo izginotje policiji. Začela se je preiskava in preiskovalci so iskali Tommyjevo vozilo, vendar ga nikoli niso našli. Njegov primer je kmalu zastal in naslednjih 5 let je njegova družina ostala v negotovosti, saj niso vedeli, kaj se je z njim zgodilo. Kmalu so bili prepričani, da je bil ali žrtev kaznivega dejanja, ali pa je izgubil življenje v nesreči. Zato so bili prepričani, da bo policija nekega dne našla njegove posmrtne ostanke in da ne bodo našli miru, dokler se to ne zgodi. Tommyjeva obsodba v okrožju Plumas je bila 6 let pred njegovim izginotjem, nekaj časa pa je preživel v zaporu. Po izpustitvi se je preselil v okrožje Lassen, kjer se je vpisal v register storilcev kaznivih dejanj. Ko pa je zapustil to okrožje, je potoval po različnih delih države in se v teh krajih ni registriral. Znano je bilo, da je nekaj časa preživel v Oregonu, nato pa so njegove poti postale nejasne. Nazadnje je po telefonu govoril z materjo tik pred svojim izginotjem, nato pa je prenehal dvigovati svoje invalidske prejemke in nikoli več ni uporabil svoje zdravstvene kartice. Njegova družina je začela izgubljati upanje, da ga bodo kdaj našli, ko se je zgodilo nepredstavljivo. Maja 2024 je USA Today objavil članek o neverbalnem starejšem moškem, ki so ga sprejeli v bolnišnico v Los Angelesu, potem ko so ga našli sedečega na robniku v upanju, da ga bo kdo prepoznal. Tommyjeva sestra Marcela je naletela na članek in takoj vedela, da je moški na fotografiji njen brat. Ker se Tommy ni mogel sporazumevati, osebju bolnišnice ni mogel povedati svoje identitete. Marcela je stopila v stik s šerifovim uradom okrožja Lassen in prijavila svoje sume, da je neznani moški v resnici Tommy. S temi informacijami so njegovo ime vnesli v policijsko bazo podatkov in končno je bilo potrjeno, da so Tommyja našli po 25 letih molka. Detektiv iz okrožja Lassen je stopil v stik z Marcelo, da bi potrdil njene sume, in Tommy je bil od takrat ponovno združen s svojimi najdražjimi. Stran GoFundMe je bila vzpostavljena, da bi družini pomagala pri stroških skrbi za Tommyja. Do nje pa lahko dostopate preko povezave v opisu. Številka 4. Fotografija iz varnostne kamere prikazuje zadnje znano gibanje 36-letne Tefen Veron, ki je pogrešana od julija 2018 in od takrat ni bila več videna ali slišana. Kljub tej in več drugim slikam, ki so bile objavljene javnosti, je preiskava njenega izginotja zelo malo napredovala. Njena družina pa je obupana, da bi izvedela, kaj se ji je zgodilo. Julija tistega leta je Tefen sama odpotovala na Japonsko na počitnice, ki jih je dolgo načrtovala. Bila je zelo natančna glede svojega načrta poti, saj je podrobno opisala svoje predvidene poti, vse nastanitve rezervirala precej vnaprej in svoji družini pustila njihove kontaktne podatke za čas, ko bo odsotna. Znano je, da je varno prispela v Tokio, nato pa je odpotovala v Nikko, da bi obiskala tamkajšnje templje. 28. julija se je prijavila v majhen hotel z imenom Turtle Inn in ker je bilo v tistem času slabo vreme, je noč preživela v svoji sobi. Naslednje jutro je zajtrkovala v hotelu in bila ujeta v ozadju fotografije, jo je posnel drug gost, čeprav ta slika ni bila javno objavljena. To je zadnje znano opažanje Tefen, njeno gibanje potem pa ostaja skrivnost.
Upravitelj gostišča je preiskovalcem povedal, da je Tiffen tisto jutro zapustila hotel okoli 10. ure, vendar je to bilo sporno. Njeni telefonski zapisi so pokazali, da si je še vedno v hotelu, precej po 10. uri na telefonu ogledovala zemljevide območja. Nato je njen telefon nenadoma prenehal oddajati signal, kar preiskovalci smatrajo za zelo sumljivo. Analiza je to opisala kot zelo nenavadno in nakazala, da je bil njen telefon iz neznanih razlogov izklopljen. Ko se ni oglasila svoji družini, so Tiffene prijavili kot pogrešano. Iskanje po okoliških gozdovih, rekah in pohodniških poteh pa ni obrodilo sadov. Ko so preverili njeno sobo, so našli vse njene stvari nedotaknjene, vključno s potnim listom, prtljago in osebnimi predmeti. Med temi iskanji je na tisoče ljudi prečesalo različna območja Nica in sprva so domnevali, da je prišlo do nesreče na poti. Ko pa niso našli niti ene sledi Tiffen, je policija začela sumiti, da je opleteno kaznivo dejanje. Glede na neskladja med časovnico, ki jo je podal upravnik motela, in aktivnostjo na njenem telefonu, družina Tiffen verjame, da je policija prehitro obupala nad njenim primerom. In večkrat so zahtevali, da se začne bolj temeljita preiskava. Vendar do danes to še ni bilo storjeno. V letih, ki so minila, so bila nekatera območja ponovno preiskana, v upanju, da je bila kakšna sled prvič spregledana. Vendar je Tiffen še vedno pogrešana in o tem, kaj se je zgodilo, ni bilo najdenih nobenih sledi. Vse, na kar se lahko njena družina opira, je zadnja slika, na kateri prihaja na postajo. Niko, 28. julija tistega leta. Njen primer pa ostaja nerešen. Številka 3. Ko je leta 1994 izginil 29-letni Andrew Bookless, ga njegova družina ni takoj prijavila kot pogrešanega, saj je bil znan potem, da je odhajal sam in se mesece ni oglasil. Toda na koncu je trajalo več let, da so njegov primer rešili. Andrew se je rodil v Bellportu v New Yorku leta 1964. Njegova starša, John in Mariana, sta se s časoma navadila na to, da bo dlje časa brez stikov z družino, vendar od njega nista slišala že 5 let, do leta 1999. Mariana se je odločila prijaviti pogrešano osebo. Njegov oče je umrl leta 2004, Mariana pa je izgubila življenje istega leta, ne da bi kdaj dobila kakršenkoli odgovor glede Andrejevega primera. Potem so se Andrejevi bratje in sestre odločili, da ga pravno razglasijo za mrtvega, ne da bi vedeli, da bo njegov primer dobil nenavaden preobrat. Njegovi družini ni bilo znano, da so junija 1993 v rezervoarju Titicaca v Somersu v New Yorku našli mrtvega moškega. Podrobnosti v zvezi s primerom neznanca pa so bile res nenavadne. Našli so ga z nahrbtnikom na hrbtu, v katerem so preiskovalci našli približno 17 kg kamenja, ki jih je nosil iz neznanih razlogov. Domnevali so, da je padel skozi led in da se zaradi teže kamenja ni mogel vrniti na površje. Moški pri sebi ni imel nobenih osebnih dokumentov, vendar je policija ob pregledu njegovih oblačil našla staro črno-belo fotografijo, posneto v 50. ali 60. letih. Na njej je bil upodobljen starejši moški, ki je v naročju držal dojenčka in stal pred neznano stavbo. Domnevali so, da je bil moški, ki so ga našli, dojenček na fotografiji, starejši moški pa njegov dedek, vendar niso imeli načina, da bi to teorijo dokazali. Prav tako ni bilo mogoče ugotoviti, ali je moški preprosto padel skozi led ali pa je bil žrtev kaznivega dejanja. Ko se nihče ni oglasil, da bi identificiral truplo, ki so ga odstranili iz tega rezervoarja, je primer zastal, čeprav so oblasti verjele, da je bila sporna fotografija posneta nekje v Massachusettsu. Zobozdravstveni karton moškega so vnesli v nacionalno bazo podatkov v upanju, da bo nekoč prijavljen kot pogrešan. A z leti se ni našla nobena ujemajoča se oseba. Stara fotografija je bila leta 2008 razposlana po okrožju Berkshire in območju New Yorka in končno je bil v primeru dosežen napredek. Terry Jakubovič. Upokojeni učitelj je opazil fotografijo v časopisu Daily Bugle in takoj prepoznal stavbo v ozadju kot staro dvorano rimskokatoliške cerkve Marije Brezmadežne v Bellportu. Stopila je v stik z Donaldom Mullensom, upokojenim policistom in prijateljem, in Mullens je odpotoval do omenjene stavbe ter poročal, da je bila dvorana medtem porušena. Na njenem mestu pa je ostala prazna stanovanjska parcela. Vendar ni obupal in ko je pregledoval zemljiške listine, je odkril, da je družina Bookless živela v hiši na tej parceli, preden je bila uničena v požaru. S pomočjo njegovih zobozdravstvenih kartotek je policija uspela identificirati neznanega moškega kot Andrewa Booklessa in o tem so obvestili njegove preostale sorojence. Njegova družina je končno našla mir, ki so ga iskali toliko let. Vse to pa zahvaljujoč dragoceni fotografiji, ki jo je Andrew hranil v steklenem okviru blizu svojega srca. Številka 2. Ta fotografija prikazuje moža in ženo, Mihail in Elena Popkov, in zdi se kot katerakoli druga nedolžna fotografija, vendar temu ni tako.
Ne da bi Elena vedela, je bil Mihail nevaren serijski morilec, ki je bil takrat že vrsto let aktiven v Sibiriji in trajalo je dolgo, da je sprejela to dejstvo. Mihail se je rodil v Rusiji maja 1964 in večino svojega otroštva je preživel v regiji Irkutsk. Kot odrasel je nekaj časa služil kot policist na istem območju, preden je začel delati kot varnostnik v naftno-kemičnem podjetju Angarsk. Opravljal je tudi nekaj varnostniškega dela za zasebno podjetje, medtem ko je Jelena skrbela za njuno hčerko Jekaterino. Leta 1992 je Mihail začel čutiti močno sovraštvo do seksualnih delavk in drugih žensk na tem območju, ter se odločil, da bo nekaj ukrenil glede tega. Menil je, da je treba ulice in druga območja regije očistiti njihove prisotnosti. Zato je začel snovati zlovešč načrt, zaradi katerega so ga kasneje sodili kot serijskega morilca. Kasneje je izjavil, da so ga vodila njegova notranja prepričanja. Leta 1992 pa je vzel življenje svoji prvi žrtvi. Psiholog bi kasneje predlagal, da je njegovo vedenje vplivalo dejstvo, da je odraščal z alkoholizirano in nasilno materjo, kar je že zgodaj utrdilo njegovo sovraštvo do žensk. Mihail pa je izjavil, da je zagrešil svoja kazniva dejanja potem, ko je izvedel, da mu je Elena bila nezvesta, čeprav se je kasneje izkazalo, da to ni res. Začel je napadati vse ženske, ki jih je imel za nemoralne, kar je lahko pomenilo že nekaj tako preprostega, kot je obisk zabave brez moškega spremljevalca. Oblekel bi svojo staro policijsko uniformo in iskal ženske, ki so hodile same. Neto jim je ponudil prevoz s svojim policijskim avtomobilom, nato pa je svoje žrtve odpeljal na odročno lokacijo, kjer jim je vzel življenje. Kmalu so ga mediji poimenovali Volkodlak, on pa se je izmikal roki pravice kar 19 let, čeprav so nekatere njegove preživele žrtve podale podrobna poročila o njegovem videzu in načinu delovanja. Preiskovalci so končno dobili prvo sled, ko so na nekaterih prizoriščih zločina začeli opažati podobne sledi pneumatik. Ugotovili so, da gre za sledi vozila Lada 4x4, terenskega vozila, ki so ga pogosto uporabljali policisti na tem območju. In končno so imeli nekaj, s čimer so lahko delali. Leta 2012 so 3500 zdajšnjih in nekdanjih policistov prosili, naj oddajo svoj DNK za testiranje. Med njimi je bil tudi Mihail. Njegov DNK so hitro našli na več prizoriščih zločinov in bil je pridržan. Po sojenju je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi tega, ker je vzel življenje 22 ženskam. Tudi Elena je trdno stala za njim in izjavila, da ne verjame, da bi lahko storil tako grozljive zločine. Na koncu je priznal, da je vzel življenje še dodatnim 59 ženskam. In takrat je Elena spoznala resnico. 56 od teh primerov je bilo potrjenih in Mihail je prejel drugo dosmrtno kazen, brez možnosti pogojnega izpusta. Številka 1. Ta fotografija prikazuje par, ki nedolžno pozira za fotografijo pred mnogimi leti. V resnici pa prikazuje dva zelo nevarna kriminalca, ki sta še danes med najbolj znanimi. Bonnie Parker in Clyde Barrow. Clyde je odraščal v veliki revščini v Dallasu v Teksasu v 1910, zaradi česar se je že zgodaj podal na pot kriminala. On in njegov starejši brat Buck sta kradla piščance, a kmalu se je Clyde lotil resnejših zločinov. Začel je krasti avtomobile in jih prodajati za denar. In prav v tem času, leta 1930, je v kuhinji prijatelja spoznal Bonnie. Oba sta se takoj zaljubila, a oblasti so izsledile Clyda in poslali so ga za 2 leti v zapor Eastham. Po izpustitvi je prisegel, da ga nikoli več ne bodo poslali v zapor. Hkrati pa je obljubil, da se bo maščeval policiji in sistemu, ki sta mu z zaporom vzela 2 leti življenja. Da nekaj dni pred izpustitvijo je skupaj s skupino drugih kriminalcev začel ropati bencinske črpalke. Med enim od teh ropov se je lastnik trgovine uprl in izgubil življenje, zaradi česar je rop postal veliko hujše kaznivo dejanje. Clyde je nato končal življenje namestnika šerifa Eugena C. Moorja, potem ko sta se on in še en namestnik približala tolpi na parkirišču v Stringtownu v Oklahomi. Tolpa, katere članica je bila tudi Bonnie, je pobegnila in začela potovati po državi v ukradenih avtomobilih. Clyde je bil zdaj iskan zaradi končanja življenja pripadnika organov pregona. Zato sta se on in njegovi sostorilci nenehno premikali, da bi se izognili prijetju. Med begom pred strelskim obračunom s policijo, v katerem sta življenje izgubila še 2 policista, je Bonnie po nesreči pustila svoj fotoaparat in zvezek. Zato so bile fotografije tolpe objavljene v javnosti. Čeprav je bilo to namenjeno pomoči pri prepoznavanju zločincev, so imele fotografije nasproten učinek, saj je javnost začela navijati za tolpo. Še posebej za Bonnie in Clyda, ki sta veljala za zlovešč par, ki se je postavil po robu bankam, ki so jih krivili za finančno nestabilnost države. Nekoč si je Bonnie poškodovala nogo zaradi eksplozije avtomobilske baterije. Clyde pa je skupaj z Buckom in njegovo ženo začel ropati še več bank, da bi plačali njeno potrebno zdravljenje. Nekega dne so se skrivali v zapuščenem zabaviščnem parku, ko jih je dohitela roka pravice.
Tulpa je uživala v zajtrku, ko je šerif skupaj s svojo skupino mož postavil na znanju svojo prisotnost. Tulpa pa je poskušala pobegniti. Tako Clyde kot Buck sta bila ranjena. Buck pa je zaradi poškodb nekaj dni kasneje umrl, medtem ko so njegovo ženo Blanche aretirali. Par se je 23. maja 1934 peljal po Louisianski cesti 154, ko sta ob cesti opazila tovornjak prijatelja, ki mu je manjkalo kolo. Toda to je bila zvijača, ki sta jo pripravila Frank Hamer in njegovi možje, ki so začeli streljati na vozilo ter tako končali življenje tako Bonnie kot Clyda in s tem končali njun zločinski pohod. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Ty Nat in se vidimo v naslednjem videu.